Zavod ima dejansko lastnik preko 34% deleža v zavarovalnici Triglav in tudi sredstva vsako leto dobiva iz kapitalske družbe in KAD je absolutno namenjen tudi za dolgoročno stabilnost pokojninske blagajne. Tudi na referendumu je bilo sprejeto, da gre zavarovalnica Triglav za namen zagotavljanja sredstev za dolgoročno stabilnost pokojninske blagajne. Zato je tudi stališče zavoda, da je potrebno dejansko ta sredstva ohraniti, da se bo lahko potem tudi kasneje, ko bojo morda še zaradi demografskih sprememb še dodatno težje zagotavljati sredstva, se ta namenilo za tekoče izplačevanje pokojnin. V ZPS2 je tudi navedeno, da naj bi v 2 letih bil vzpostavljen demografski rezervni sklad, kjer je tudi podlaga, da se iz teh sredstev dejansko tudi začetni kapital vzpostavi. Ugotavljamo pa tudi in že opozarjamo vrsto let, da zavod je sicer lastnik, pa tudi sredstva grejo iz KAD-a, ampak nima pa nobenih nadzornih funkcij v teh organih, kar je dejansko nelogično. Tudi zdaj ugotavljamo, da preko holdinga bi vlogo skupščine KAD-a upravljala uprava holdinga, kar mislimo, da tričlanski skupščina, da je premajhna, da bi bili lahko tudi v to skupščino vključeni tudi predstavniki sveta zavoda in vodstvo zavoda. Kaj pa vaše mnenje glede te presoje Ustavnega sodišča, pobude za presojo? To je zdaj odvisno, morda je sedaj to preuranjeno, vzpostavlja se nova vlada, lahko da bojo tudi drugačna stališča, lahko da bo celo prišlo do kakšne spremembe zakonodaje, tako da je težko to točno zdaj napovedovati.